motor, adrenalin. Užitek svobode. Na naših cestah je na tisoče motoristov. Samo v Sloveniji je registriranih dobrih 180 tisoč motorjev in mopedov, skoraj 40 tisoč več kot pred 5 leti. Ali infrastruktura temu sledi? Nevarnih odsekov ni identificiranih. V Sloveniji je bilo narejeno ogromno na področju ukrepov za izboljšanje prometne varnosti motoristov. Število nesreč pa kljub temu skokovito narašča. Podatki niso spodbudni. Obstajajo samo dvoji motoristi, oni, ko so že padali, pa oni, ko še bodo padali. So med najranljivejši udeleženci v prometu, nevarne situacije in odločitve se pogosto zgodijo v manj kot sekundi. Spomnim se sam drsa in drsenja po cesti, pa je 5 minut teme bilo. Koliko časa ste že na motorju? Jaz bom rekel, kar je 35-40 let. 35 let najmanj. To je en poseben stil življenja, ne? Za Primoža in Žareta je motor enako užitek, družba Svoboda. V tej brunarici na vstopu v Domžale se z ostalimi člani motorističnega kluba sestajajo 2-krat tedensko. Bencin pa najbolj zadiši, ko nekajkrat letno motorje prižgejo skupaj. Ko se za več dni podajo po Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Balkanu. Po regionalnih cestah, to mi je najbolj všeč. Nekje vožnja, tam 80, 100, 120. Jadranska magistrala, cesta razgledov, priljubljena med motoristi, a vsako leto črna. Lepa cesta, odprta, hitra. Dosti je tudi neizkušenih motoristov, ko nimajo toliko izkušenj, pa pač probajo loviti druge prijatelje, kar je narobe, a ne? Ravno pomlad je za motoriste najbolj zahtevna. Kondicija je po neaktivni zimi slabša, roke tršče, pravijo. Odzivni časi počasnejši. Moraš biti previden, moraš se spet nazaj navaditi na motor. Če, ne vem, 5 mesecev nisi bil na motorju, ne, je dobro, če potem malo lepo na počasi to da ujameš ritem, ne. Na cestah je ta čas še vedno veliko peska, v asfaltu pa pogosto razpoke. Veliko lukenj, zima naredi svoje, ne. In razpoke, voda in ven zmeče asfalt. Če bi mogli trakitno tiste črte, ko so narisala, ne, je nevarna barva, da ni lih primerno za motoriste. Te inženirji pa te, ko se to spomnijo, ne se vselijo na motor, pa se držijo zapeljajo po tej vožnji, pa bodo videli, kako se bodo pelali. A ravno ta ukrep, pravijo na Direkciji za infrastrukturo, je bil kot primer dobre prakse prepoznan tudi v tujini. V lanskem letu je v Sloveniji prometno nesrečo imelo 791 motoristov, kar je nad dolgoletnim povprečjem. Večinoma je šlo za lažje poškodbe, udarnine, praske, manjše zlome. Umrlo je kar 26 motoristov, več kot v letih 2023 in 2024 skupaj. 24 moških in 2 ženski. V zadnjih letih opažamo trend, da se število obravnavanih motorističnih poškodb povečuje. Tudi za letos podatki niso spodbudni, imamo že 110 obravnav, v podobnem obdobju lani mislim, da jih je nekaj pod 80 bilo. Kaj je razlog za črno statistiko, ki jo država z različnimi ukrepi poskuša zmanjšati, a kot kaže neuspešno? Neprilagojena hitrost botruje vsaj 40% vseh prometnih nesreč, ki imajo za posledico smrtno žrtev. Predvsem je pa potrebno izpostaviti pri motoristih to, da so v več kot 50% prometnih nesreč, kjer je prišlo do smrti, povzročitelji sami. Pri hujših poškodbah je ta delež še višji, pravi direktorica Javne agencije za varnost prometa Saša Jevšnik-Kafol. Junija, julija in avgusta je največ nesreč, te pa se v 10-letnem povprečju najpogosteje zgodijo ob sobotah in nedeljah, ko je pričakovano na cestah tudi največ motoristov. Zanimiv pa je trend, ki ga opažajo tudi zdravniki. Spremenjena struktura motoristov, ko so vedno starejši, se odločajo za motorje. Vsako leto je več takih, ki pridobi vozniško dovoljenje za kategorijo A, se pravi starejših, moških predvsem, teh nad 45 let, ti imajo tudi zadostna sredstva, da si lahko zagotovijo močnejši motor. Visoke hitrosti in veliko adrenalina, hkrati pa manj izkušenj. To potrjujejo tudi številke. Pred 10 leti je bila povprečna starost smrtnih žrtev med motoristi 36 let in pol, lani dobrih 48 let. Danes motor ni tako, kot včasih MZ ali pa Java, danes so to zverine,
ki dosežejo kar 300 km/h z lahkoto, malo gasa in greš hitro lahko. To je bil čez en navaden dan, tako zjutraj sem ob 7 štartal tukaj od Idrije proti Logatcu, ker je bil začetek poletja, junij. Je bilo ful fajn se vozt, pač toplo vreme. Ravno predtem si je obnovil motor, se junija pred 6 leti spominja Kristjan Pelhan. Cesto je poznal zelo dobro, na enem od mnogih ovinkov pa mu je zdrsnilo. In sem zletel v Grmovje in pač tam sem se poškodoval kolk hrbtenjača. Malo prehitro sem se v bistvu ustavil in pol, če se telo prehitro ustavil, so sile večje. Da je poškodba huda, je vedel takoj, že ko je pri zavesti čakal, da pride pomoč. Takrat sem gotov, pač, da noh ne čutim, pa so me pa odpeljali v UKC. Telo je v šoku, nič te ne boli, na sreča. Telo se je sestavljalo skoraj 3 leta, pravi. Energija se je vračala postopno, pri tem mu je pomagal šport. Najprej badminton, potem smučanje, zdaj je ljubezen našel v vožnji z Bobom. Je nalezljivo optimističen, lahko bi se zaveda, končalo še veliko huje. Je bilo pa malo sreče, ker tam ni bilo nekih ograj, nekih objektov. Je bil sam nek štor, pa Grmovje, tako da je bil v bistvu izid še zelo dober. Sem to malo tako pretvoril, pač, ko vidiš poškodbe glave, kar je danes zelo pogoste zaradi raznih skirojev, ti je pač nekako lažje, pač glavo imaš celo, drugo bomo pa popravljali, kar se bo dalo. Po poškodbi je zaključil študij strojništva in tisto, kar mu je včasih predstavljalo hobi, pretvoril v posel. V delavnici zraven hiše s strastjo predeluje kaj drugega kot motorje. Če so za večino najhujših nesreč odgovorni motoristi sami, koliko lahko k večji varnosti sploh prispeva infrastruktura? Posledice prometnih nesreč so pa odvisne od tega, kaj je v obcestju. Torej, ali bo motorist končal v nekem nevarnem, togem obcestnem objektu, ali bojo posledice prometne nesreče bile bolj mile zaradi ukrepov. Slovenija ukrepe za zaščito motoristov začela uvajati med prvimi evropskimi državami, pojasnjuje dr. Tomaž Tolaci iz Mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, tudi sam aktivni motorist. Do zdaj so z različnimi ukrepi opremili 32 cestnih odsekov, 6 različnih preventivnih znakov, kot je ta, obveščajo voznika o morebitni nevarnosti. Bele stebričke postavljajo za boljše vodenje skozi ovinke, rumeni pa opozarjajo na nepregledne priključke, pojasnjuje Uroš Brumec z Direkcije za infrastrukturo. Imamo gozdno vlako, pomeni se lahko kako vozilo pojavi, medtem ko beli so klasično za vodenje skozi krivine. Hkrati pa, če bi s telesom motorist udaril njega, se seveda deformira. Plastičen je, ne? Ja, plastičen. Večna težava motoristov je tudi pesek na vozišču, ki lahko povzroči zdrs in izgubo nadzora. Tlakovane bankine naj bi zato preprečevale, da bi se pesek z roba ceste nanašal na vozišče. Dodatne lamele pa vsaj delno zmanjšujejo tveganje za hujše poškodbe. Prepreči, da motorist, če pade v ovinku, da se s telesom ne zaleti v togi steber jeklene varnostne ograje. In druga stvar, če zadane ravno med dvema stebrema, pa drsi, da ne zdrsi v nevarno obcestje. Čeprav motoristi opozarjajo na slabo stanje nekaterih cest, so dodatne zaščite na nevarnih odsekih po njihovem korak v pravo smer. Odbojne ograje so kar lepo postavljene, dvojne, ker če je molijat stebriček kot ograje, je smrtonosen za motorista, če pade, udar se v ograjo, Tukaj pa so poskrbeli dosti za varnost glede tega. In ne nazadnje, te rešetke ob cesti namesto nevarnih lukenj in jaškov. Če pade seveda motorist, da ne prileti s trupom v propust betonski, ampak dejansko gre preko teh rešetk, da prije do manj poškodb. Na tem odseku ceste Stari Log-Dvor so z vidno signalizacijo in dodatno zaščito uspeli nekoliko zmanjšati število prometnih nesreč, a te se žal še vedno dogajajo. Lani so tudi tukaj zabeležili 2. Kristjanova zgodba še zdaleč ni osamljena. V letu, ko se je poškodoval, je bilo v nesreči z motorjem poleg njega hudo telesno poškodovanih še 117 oseb, lani že 175. Zlomi, recimo hrbtenice, paraplegija, poškodbe medenice, poškodbe glave, trebušnih organov.
in to potrebuje nekaj zdravljenja, ne? In operativne posege in celostno rehabilitacijo tudi kasneje. Zdravljenje takšnih poškodb je dolgotrajno in zahtevno, opozarja travmatolog Radoš Vidmar. To zdaj ne pomeni, da z operacijo zmanjšamo te poškodbe oziroma naredimo pacienta, da bo isti, kot je bil prej. Ne? Vedno lahko puščajo te težje poškodbe tudi neke posledice, ki so trajne, tudi invalidnost. Ne? To pa ne prizadane sam pacienta, ampak tudi celostno to ožji krog družine, socialni krog. Ne? Družbeno-ekonomski stroški posledic prometnih nesreč znašajo okoli 2 milijard evrov, za žrtve in njihove družine pa so pogosto nepopravljive in trajne. Infrastruktura te posledice do neke mere lahko ublaži. Kaj pa lahko motoristi naredijo sami? Ko se jaz usedem na motor, je moja odgovornost, da bom vožnjo prilagodil glede na razmere, glede na specifike, tudi na morebitne posebnosti, ki jih neka cesta ima. Vsi vozniki najkasneje 2 leti po opravljenem vozniškem izpitu morajo opraviti tudi tečaj varne vožnje. Na Vranskem se ga vsako leto udeleži več kot 1000 novih motoristov. Lolita Cesar je o tem, da bo enkrat vozila motor, sanjala od malega. Lani si je to željo končno izpolnila. Zdaj se zavedam, da se bom zdaj kome začela učiti. Ovinki, ja, v redu, levi pa desni, gas zna vsak dati, zdaj pa pride znanje. Zaradi in izključno moje varnosti, mojega življenja in v končni fazi nabiranje izkušenj, novega znanja, to, kar te niti v avtošoli ne naučijo. Zdaj greva pa samo izogib, brez zavor, samo sklopka, pa se umika, ok? Tukaj se učijo obvladati motor, različne tehnike spraviti v prakso, obvladati pravilen položaj sedenja. Še vedno pa ta del, to boste mogli pa nekateri zdaj na cesti se malo trenirati. Se pravi, preveč turistično, preveč nazaj. Ta, pravi Luka Žunec, inštruktor varne vožnje, pri večini ni najboljši. Kako izgleda pravilen sedežni položaj? Torej, zelo pomembna je pravilna pozicija stopal. Če imamo pravilno stopalo, torej, da je ta sredinski stopala, del stopala počiva na stopalki, to je osnovna pozicija, ko recimo potrebujemo prestavo, prestavimo in nogo pospravimo nazaj. Če je stopalo ustrezno, avtomatsko tudi noge objame, posoda za gorivo. Z boki oziroma zadnjico smo potisnili čim bolj naprej, da zajahamo motor v zgornjem delu telesa, to je tisto ključno, smo rahlo nagnjeni naprej. Roke morajo biti pokrčene in sproščeno padati ob telesu. Zelo pomembno, prsti ves čas počivajo na ročicah. Motoristi, ki se pripeljejo sem, povprečen položaj motorista je pa takole. Velika težava so, pojasnjuje, slaba linija vožnje, pogosto preblizu sredinske črte, premala varnostna razdalja in neprilagojena hitrost. Adrenalin sodi na dirkališče, ne pa na cesto, kjer so tudi drugi udeleženci v prometu in razmer nikoli ni možno predvideti. Za napake pogosto zmanjka prostora in časa. Prehiter, ne, pa malo me je cesta in je prišlo do nesreče. Žare je po padcu 6 mesecev preživel v bolnišnici s hudimi poškodbami in zlomi po vsem telesu. In vrat, in noge, in vse. Ampak ste spet na motorju. Ja, to je pa duša. Naše ceste vsako leto privabijo vse več turistov. Lani je v Sloveniji umrlo 8 tujih motoristov. Nesreče se nasploh največ dogajajo v naseljih, tiste s hujšimi posledicami pa na regionalnih cestah. Največ nesreč je v osrednjeslovenski regiji, sledijo Obalno-kraška, Savinjska in Podravska. Kar pa posebej skrbi je... V lanskem letu je bilo med smrtnimi žrtvami kar 20% takih, ki so bili alkoholizirani. A nesreč ne povzročajo le motoristi sami, takoj za njimi so vozniki osebnih avtomobilov. Po več mesecih se znova srečujejo z motoristi. Privaditi se je treba na nove razmere v prometu, ki od vseh udeležencev zahtevajo potrpljenje in zbranost. Mislim na to, da če dežuje, da se motorista nikoli ne prehiteva na kratko. Ker ko vi greste naprej, on ostane v oblaku vodnem in on ima vizir, nima brisalcev, je pa zelo tanka črta med kršenjem prometnih predpisov pa med kršenjem prometne kulture. Pozornost voznikov pa je danes pogosto slabša tudi zaradi novih motenj v avtomobilih. Vsi, ki niso motoristi, težko razumejo
motoriste in tudi ne razumejo, kje smo ranljivi, zakaj smo ranljivi. Vemo pa, da v avtomobilih tempo življenja nas sili, da smo vedno bolj raztreseni. Tudi ko se usedemo v avto, ljudje počnejo marsikaj drugega kot dejansko tisto, kar bi morali, niso sfokusirani na vožnjo. Zato je toliko bolj pomembno, da smo z mislimi na cesti. V bistvu pri vožnji motorja je skoraj vse nevarno. Opozoriti moraš okolico 100% in kaj bo voznik pred tabo naredil za tabo. Infrastruktura in cestna signalizacija pa temu morajo slediti. Noben nima želje biti udeležen v nesreči. Meni, če znaš komunicirati z voznikom, pa mu dati pravočasno, pravilno informacijo, potem človek, ki vidi, da se nekaj dogaja, da je neka sprememba krivine, da je nekaj na cesti, avtomatsko odreagira. Kristjan se je pred 6 leti na motor usedel zaskrbljen. Vso pot je, pripoveduje, razmišljal o tem, kaj vsega čaka, ko prispe v službo. Mogel bi se bolj z glavo lotiti vožnje, čeprav je tu bil sem prevoz na delo, si še zmeri na motorju, nisi v avtu, kjer si malo bolj zaščiten. Pa sem bil sam, cesta je bila prosta, noben me ni silil, tako da mogoče malo prevelika hitrost, zjutraj hladno vreme, gume ne držijo tako dobro. Dovolj sta le trenutek nepazljivosti ali napačna odločitev, da se vožnja lahko konča tragično. Da mislimo, da se nam to ne more zgoditi, mislimo, da smo nekaj osvojili in je to dovolj, da se lahko izogneš nesrečam, ampak je daleč od tega. Vožnja z motorjem ne dopušča raztresenosti, zahteva stalno zbranost, odzivnost in fizični vložek. Tudi nikoli nisem podpiral tega, da se gre čistiti glavo na motor, kot nekateri po tednu dela grejo za vikend na motor, pa se zdivjajo, to je meni tako dokaj brez veze. Vsak ima pravico varno priti domov, zato je pomembno, da se tega zavedamo pri vsaki odločitvi na cesti. Imam le malo večjo družino in vedno me doma nekdo čaka, ko pride z vožnje. Na cesti smo odgovorni drug za drugega, zato ne precenjujemo svojih sposobnosti, vozimo spočiti in zbrani, najranljivejšim pa namenimo dodatno pozornost. Tako bo vožnja varna, za motoriste pa bo ostala to, kar v njej najbolj iščejo, občutek užitka in svobode.